Tako, čaka nas še zadnja snov letos, potem bomo pa ponavljali za test in druge zadeve. Se pravi, imamo še sistemi linearnih enačb. Najprej bomo začeli s sistemom linearnih enačb z dvema neznankama. Zdaj, enačbe že poznamo, ne? Tule je v bistvu kar en lep zapis iz tiste skripte, ki jo imate na začetku tam na spletni strani. Se pravi, navadna enačba izgleda takole. Imamo številke pa x na eni strani, pa številke pa x na drugi strani. Kako rešimo? Ja, x na eno stran, številke na drugo. Pa tako, ne? In potem dobimo rešitev, x je recimo, ne vem, 3 ali pa nekaj takega, ne? Se pravi, to je rešitev. Imamo eno neznanko, neznanka je x v tem primeru, in za to neznanko dobimo rešitev. Lahko dobimo 3, lahko dobimo ni rešitve ali pa kaj podobnega, ne? No, če imamo pa dve neznanke, to pa pomeni, da moramo imeti dve črki oziroma dve neznani količini. In to imamo pa recimo v takele. 2x plus y je 1. No, in kadar imamo dve neznanki v izrazu, oziroma spremenljivki, ne, potem nimamo dosti podatkov, da bi z eno enačbo take vrste, ko ima enačaj, rešili to enačbo. Zato, ker če bi izrazili x iz te enačbe, bi še vedno ne poznali y. Ali pa če bi izrazili y, še vedno ne bi mogli reči y je 3, ker ne bi poznali x-a. In za rešitev te enačbe rabimo dve v bistvu enačbe te oblike. Se pravi, če imamo dve spremenljivki, rabimo dve enačbi. Če bi imeli 3 spremenljivke, bi rabili 3 enačbe in tako naprej. Naj vas res veselim, da v svetu matematike obstaja to, lahko gremo do neskončno takih zadev, ne? Ampak mi bomo samo z dvema neznankama, pa s tremi si bomo pogledali. Se pravi, super. Ste navdušeni? To sem z dvema pa s tremi. Se pravi, znali bomo z eno, z dvema pa s tremi neznankami rešiti enačbe, medtem ko vse ostalo bomo prepustili drugim šolam, a ne? Se pravi, sistem linearnih enačb z dvema neznankama ni nič druga kot to, da imamo dve enačbi, se pravi prvo enačbo pa drugo enačbo, in v prvi in v drugi enačbi imamo dve spremenljivki. Tako, zdaj pa, če si pogledamo tale sistem dveh enačb in če pogledamo prvo enačbo, ne, to je zelo podobno enačbi premice, ki smo jo imeli, ne. Ni zdaj glih eksplicitna, pa ni implicitna, nekaj vmes je tole. Ampak še vedno ima x, pa ima y, pa neke številke, in zato tole predstavlja premico. In tole predstavlja premico. To pa pomeni, da bo rešitev teh dveh enačb taka točka oziroma več točk, ki sta skupni tej premici in tej premici. Se pravi, če imamo eno premico, pa potem narišem, premica je ravna črta, ne, tole je zdaj ravna črta, si predstavljate. In drugo točko, potem bo rešitev tam, kjer sta obe natanko ena točka. In tej točki bomo rekli presečišče, pri tem, ko bomo pa računali, pa rešitev sistema. Ok, ampak to si bomo tako ali tako še pogledali v naslednjih primerih. Se pravi, vsaka enačba predstavlja enačbo premice, to tule piše, in rešitev so vse skupne točke, ki jih imata ti dve premici. Tole je pomembno, ne? Zdaj pa, kako lahko premici ležita medsebojno? Tako da si napišete medsebojna lega premic. Ja, prva možnost je že tista, ki smo jo predstavili. Premici se sekata. Če se premici sekata, izgleda to takle, ne? Imata eno skupno točko in tej skupni točki bomo rekli presečišče. Se pravi, rešitev sistema bo izgledala takole, ne vem, x je 3, y je 2 in ta točka bo potem vedno prva točka x, pa druga y. In to bo presečišče teh premic in ima natanko eno zdaj rešitev, ta sistem. Druga možnost je, da sta premici vzporedni. To pomeni, da tečeta druga ob drugi, ampak nimata skupne točke. In takrat naš sistem enačb ne bo imel rešitev.
To je druga možnost. Tretja možnost je pa, da premici sovpadata. V bistvu ležita druga na drugi. To pa pomeni, da bojo vse take točke na premici ustrezna rešitev. Se pravi, vse točke na premici so rešitev. Teh rešitev je neskončno mnogo in jih je v bistvu zelo veliko, ker jih je neskončno, ne? Tako. Ok, no, in zdaj pridemo pa do tega, da bomo poskusili te enačbe oziroma enačbe te vrste reševati. In imamo več primerov, kako se to reši. Mi bomo reševali v bistvu z eno novo metodo. Vi verjetno ste že reševali ali pa vsaj posredno nekako uporabljali eno vstavljanje, ki si bomo tudi pogledali, ampak najprej si dajte naslov metode reševanja sistemov enačb in bomo šli način nasprotnih koeficientov, ne? Takole, se pravi, imate zdaj naslov metode reševanja sistemov enačb, prvi način, način nasprotnih koeficientov. Da bomo lažje to rešili, si bomo to pogledali na primeru. In sicer primer bo takle. 2x plus 3y je 4 in pa x minus 2y je minus 5. Pri sistemih je pomembno, da podpisujemo. Naprimer, x pod x-i, y pod y, pa številke pod številkami, ne? Če sistem ni tako urejen, ga moramo za ta naš način urediti. Zdaj pa takole je. Mi znamo reševati enačbe, ki imajo eno spremenljivko in zato se bomo ene spremenljivke znebili, rečemo, ne? In zdaj, kaj mi lahko počnemo? Pri prvi enačbi lahko delamo vse, kar velja, vsi zakoni, ki veljajo za urejanje enačb. Se pravi, lahko prištejemo isto število, odštejemo, delimo ali pa množimo z istim številom, od nič različnima, ne? In tudi pri drugi lahko to delamo, ne? Se pravi, vse samo, da ne uničimo enačbe. In mi se bomo zdaj odločili takole. Vedno se odločimo, katere spremenljivke se bomo znebili. In mi se bomo znebili spremenljivke x. Tako da je ne bo več, ne? X je naša spremenljivka, ki se hočemo znebiti. To bomo naredili zdaj tako, da bomo uporabili nasprotne koeficiente. Namreč, če bi mi hoteli ta 2x uničiti, potem bi rabili nekako tukaj imeti nasprotno število. In nasprotno število, ki bi si ga tule noter želeli, je pa, če imamo tu 2x, je pa minus 2. Tule bi si mi želeli minus 2. Zdaj pa, kako bi mi dosegli, da bi mi dobili tule minus 2? Ja, ker tako ga ne moramo napisati, ker pa bi vse pokvarila, ne? Ker pa mi vemo, da je tole enačba, lahko celotno enačbo pomnožimo z minus 2. S tem ne bomo spremenili enačbe, hkrati bomo pa tukaj dobili minus 2. In to naredimo tako, da urejamo sistem skupaj. To pomeni, da vedno potegnemo črto. Prvo enačbo, če jo kaj uredimo, jo uredimo. Če ne, jo pa prepišemo. 2x plus 3 krat y je 4. Zdaj smo jo prepisali. Drugo enačbo pa napišemo tako, da upoštevamo, da bomo množili z minus 2. To pomeni, tukaj bomo zdaj dobili minus 2x, minus 2 krat minus 2 je plus 4y, minus 5 krat minus 2 je pa 10. In ko imamo enkrat željeno, tako, da sta tukaj 2, tu pa minus 2, potem lahko enačbi seštejemo. Enačbe seštevamo tako, da seštejemo iste vrste členov skupaj. 2x pa minus 2x je
nič. 3y plus 4y je plus 7y. 4 pa 10 je 14. Tako, zdaj nič plus 7y je kar 7y, je 14. Ker imamo tukaj krat 7, delimo 7 in dobimo vrednost y, da je 2. To je zdaj ena rešitev, ampak mi še vedno potrebujemo drugo rešitev za x. In to naredimo tako, da ko imamo enkrat y, vstavimo v eno izmed enačb. Ni važno v katero, ker x mora priti, kjerkoli ga vstavimo, isti. Jaz bi zdaj za naše potrebe vzela drugo enačbo, predvsem zato, ker je manj dela. Lahko bi pa tukaj tudi. Se pravi, mi bomo zdaj vzeli x minus 2y je minus 5. In zdaj bomo namesto y vstavili dvojko. Se pravi, x minus 2 krat, namesto y vstavimo našo rešitev 2, je minus 5. X minus 4 je minus 5. X je minus 5 plus 4, x je minus 1. Naša rešitev sistema je torej x je minus 1, y je 2. To lahko zapišemo kot presečišče premice minus 1, 2. Tole se upošteva kot rešitev, kadar ne rečem, da iščemo presečišče premice. Če pa rečem, iščemo presečišče premice oziroma naloga to zahteva od vas, potem pa brez tega ni rešitve. No, neki točk bi dobili, jasno, logično, ne? Ampak to bi bila čisto optimalna rešitev, tole je pa zdaj rešitev sistema. Tako, zdaj bomo še pa eno malo porešili. Takole bomo rešili sistem. Zdaj, tu je sistem že lepo urejen. Če pa še ni urejen, ga morate pa podpisati. Jaz ga bom zdaj še vseeno prepisala. Imamo 2x minus 3y je 4, pa x plus y je 7. No, zdaj pa lahko bi se spet znebili x-a, ampak zdaj se bomo pa znebili y-a. Zato, da vidite pač, da tudi gre. Lahko pa še pol dodatno pogledate, kako bi bilo, če bi se x-a. Tegale se bomo znebili, y-a. Če je tule minus 3, potem bi bilo zelo idealno, da bi dobili tukaj plus 3. To lahko naredimo tako, da pomnožimo tole s 3. Rekli smo, da delamo vse skupaj s sistemom, zato damo črto, prvega prepišemo, drugega pomnožimo. Ampak pomnožimo vsak člen. Se pravi, dobimo 3x plus 3y je 21. Črta. Ko imamo enkrat minus 3 pa plus 3, lahko sistema seštejemo. Seštejemo vedno po členih iste vrste. 2x plus 3x je 5x. Minus 3y plus 3y je nič. Super, ne? Tako smo želeli. Pa 4 plus 21 je 25. Spravi, imamo 5x je 25. Delimo s 5, pa dobimo x je 5. X je 5. Zdaj potrebujemo pa še y. Kako že dobimo y? Tako, da ga vstavimo v eno izmed enačb. Jaz bom zdaj spet vzela drugo, zato ker se mi zdi lažje. Se pravi, x plus y je 7. In tudi noter zdaj vstavimo x. 5 plus y je 7. 5 damo na drugo stran in dobimo y je 7 minus 5. Y je 2. Se pravi, rešitev našega sistema. X je 5. Y je 2. Tako.
smo zdaj kaj ostali. Tako, zdaj si bomo pogledali še pa dva druga načina reševanja. Prvi bo zamenjalni način. Zamenjalni način je nekako tak, bi rekla, najbolj poljuden. Ko vse ostalo poveva, me zamenjalni način ponavadi pade na pamet oziroma je tak bolj za laike, a ne. In sicer kaj se zgodi? Eno spremenljivko izrazimo in jo vstavimo v drugo. Jaz bom zdaj spet prepisala tele sisteme. 2x minus y je 10, pa x minus 2y je minus 5. Zdaj, jaz bi recimo iz druge izpostavila x. Se pravi, takle najprej naredimo. Izpostavimo x iz druge enačbe. Ok? To zdaj pomeni, da rečemo x je minus 5 plus 2y. To smo zdaj izpostavili y. Zdaj pa ta x, to je prvi korak bil. Drugi korak bo, vstavimo v prvo enačbo. Se pravi, zdaj smo, iz druge smo vzpostavili x, pa ga bomo vstavili v prvo. Ampak, lahko bi pa tudi drugače, lahko bi pa, ne vem, tukaj y, pa ga pol v drugo. Se pravi, če izpostavljamo iz druge, potem moramo prvo enačbo uporabiti, če bi pa iz prve, bi mogli pa vstaviti v drugo. Ok, zdaj pa, vemo, da je x minus 5 plus 2y in zato vse skupaj vstavimo v to enačbo. Zdaj imamo 2x minus y je 10. Namesto tega x-a bomo vse to zdaj vstavili. 2 krat, tu pa morate dati oklepaj. In zdaj vstavimo noter x. Ampak x je minus 5 plus 2y. Potem nam pa še ostane minus y je 10. In to je zdaj enačba, ki vsebuje samo eno spremenljivko y in jo lahko rešimo. Odpravimo oklepaje. Minus 10 plus 4y minus y je 10. Zdaj pa y je na eno stran, številke na drugo. Se pravi 4y minus y je 10 plus 10. 3y je 20. Delimo s 3 in dobimo y je 20 tretjin. Zdaj, 20 tretjin ni najbolj idealen rezultat, ampak bomo preživeli. Kako dobimo pa zdaj x? Ja, x pa že imamo tule izpostavljen, zato lahko ta y noter vstavimo. Se pravi, x je minus 5 plus 2 krat y je pa 20 tretjin. X je minus 15 tretjin plus 40 tretjin, kar je 25 tretjin. Spravi, rešitev enačbe zdaj x je 25 tretjin, y je 20 tretjin. Spravi, to je pa drugi način. Nič hudega pač. Po katerem rešujete, jaz vam predlagam prvega, metodo nasprotnih koeficientov. Edino, kadar pa zahtevamo od vas metodo, takrat pa morate pač po tisti reševati. Dobro? Zdaj imamo še grafični način. Grafični način vam pa odkrito povem, da je tak precej nezanesljiv, tudi kar veliko dela je z njim, tako da tega pravzaprav ne priporočam, edino kadar bo zahtevan. Grafični način uporabi dejstvo, da sta tole premice. Pa se zmenimo, tale prva bo rdeča, tale druga pa zelena. Naša naloga je, da tile dve premici narišemo najprej,
Jaz bom zdaj tukaj pripravila koordinatni sistem, da bomo vedeli približno, kam tole vrisati. Tako, tu bomo poskusili vrisati premici. Zdaj pa narišemo najprej prvo, potem pa drugo. Tale premica je v neki čudni obliki, a ne? Ni v nobeni, ki bi se učili. Najlažje pa rišemo, če bi imeli y izražen. Zato bom jaz iz 2x plus 3y je 4, najprej izrazila y. Se pravi, imamo 3y je minus 2x plus 4. Zdaj pa, ker imamo tukaj krat 3, delimo s 3, pa dobimo y je minus 2x tretjine plus 4 tretjine. Tako, ok. Zdaj pa mi rišemo premico, zato bomo naredili tole s tabelo x pa y. Za x lahko izberemo karkoli. In ker imamo zdaj tele ulomke, bomo malo bolj previdno izbirali. Pa niti ne bomo kar bobo, no. Nič pa 1 ponovadi izberemo. Zdaj pa dobimo minus 2 krat nič tretjin, to je nič, pa ostane 4 tretjine. In če pa tukaj ustavimo 1, dobimo pa minus 2 krat 1 je 2 tretjine, plus 4 tretjine je skupaj 2 tretjine, ne? Pa vrišimo zdaj tole v koordinatni sistem. Nič pa 4 tretjine, to je 1 cela, tu pa damo približno na tretjine. Takole. 1 pa 2 tretjine je pa malo pod, ne? Takole. In poskusimo zdaj zadeti tole premico, kolikor toliko ustrezno. Evo ga, imamo prvo premico in gremo v drugi. Drugo smo vrgamo zeleno. Bomo pa imeli x minus 2y je minus 5. Spet, jaz mislim, da je najlažje, da izrazimo ven y. Minus 2y je minus x minus 5. Delimo z minus 2 in dobimo y je x polovic plus 5 polovic. Tako, tule bomo zdaj naredili našo tabelico. X pa y spet, nič pa 1. Ko vstavimo nič, nam ostane 5 polovic. Ko vstavimo 1, dobimo pa 1 polovica plus 5 polovic je 6 polovic, kar je skupaj 3 cele. Tako, pa narišemo še te točke. Zdaj, 5 polovic, to je 2 celi 1 polovica, da bomo lažje risali, ne? Točka je nič, pa 2 celi 1 polovica, to je tole. Pa 1 in 3. To je pa tole. Tako, pa zdaj narišemo tole našo premico. Takole nekje, ne? Tako, no. In kaj mi v bistvu delamo zdaj s temi premicami? Ne pozabiti, to zdaj delamo grafični način reševanja sistema. In iščemo skupne točke teh premic. Katera točka zdaj leži in na prvi in na drugi. Tale. Zdaj vprašanje je, ali sem jaz bila dovolj natančna pri risanju, ne? Ali ne. Zdaj presečišče je takole, ne? Ni čisto na minus 1, pa ni čisto na 2 bi pa kar znal biti, no. Se pravi, presečišče, recimo, če bi mogli ugibati, je zdaj po moji sliki, recimo minus 0,8 pa po y pa 2 gor. Kaj zdaj to pomeni, ne? Ali je mogoče presečišče minus 1, 2? Ker je ta sistem tako nezanesljiv grafični. Ga res nimamo za številske reševanje, imamo ga zato, da grafično prikažemo to, ne. Lahko zdaj pogledamo, ne, če je res minus 2. Če minus 2 res leži na obeh premicah. Če tu vstavimo minus 1, minus 2 krat 2, ne,
je res -5. To je v redu, se pravi, na drugi točki gotovo leži -2. -1, 2. Če pa damo tule 2 krat -1 plus 3 krat 2, dobimo pa -2 plus 6 je 4. Se pravi, če bi jaz dovolj natančno risala, bi se sekale premici v tejle točki in ta točka bi pa res bila tole, a ne. Vidite, grafični način je nezanesljiv, ampak še vseeno pa nekako približek pa dobimo rešitve, ne. Torej, poznamo 3 vrste reševanja, in sicer prvi je z nasprotnimi koeficienti, drugi je zamenjalni način in tretji je grafični način.